Profesorica doktorica Andreja Žele z oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ta jezik raziskuje več desetletij in je sodelovala že pri nastajanju prvega multimedijskega slovarčka slovenskega znakovnega jezika in priročnika Znakovni jezik, govorica Kreten z vidika ozaveščanja pravopisnih zakonitosti slovenščine. Kako iz kretalne govorice v zapisano slovenščino, ki sta izšla leta 2003. Pri zdaj aktualni slovnici nastopa v vlogi recenzentke. Takrat smo se dejansko potrudili zbrati kretnje z vseh glavnih področij Slovenije ter tudi popisali in opisali specifiko teh kreten prek videoposnetkov. Naslednja stopnja pa so seveda razmerja med temi kretnjami, kar predstavlja slovnica. Slovnica, ki zdaj nastaja, skuša popisati samo osnovna razmerja in vključuje tudi najosnovnejše vsebine, besede, ki jih uporabljajo. Lahko bi rekli, da je to vzorčni primer rabe jezika. Drugi recenzent je docent dr. Sašo Živanovič z oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje z iste Filozofske fakultete. Projekt Priročna slovnica je dejansko prelomen oziroma zgodovinski trenutek v raziskavah in poučevanju slovenskega znakovnega jezika. Gre za prvo resno slovnico slovenskega znakovnega jezika, kar je pomembno iz mnogih razlogov. Omogoča gluhim, da se učijo slovenskega znakovnega jezika na način, ki je zanje primeren, to je v obliki videoposnetkov. Znakovni jeziki imajo vse, kar imajo veliki polnopravni jeziki s svojo skladnjo, morfologijo, pomenoslovjem. In tudi to je nekaj, kar želimo s tem projektom narediti, da bi se začele raziskave na področju slovenskega znakovnega jezika. Doslej je sicer nekaj teh raziskav bilo narejenih, ampak mnoge so bile bolj kot ne primerjalne z govorjeno slovenščino. Ta projekt se pa res osredotoča na raziskovanje slovenskega znakovnega jezika. Moj prispevek, moram priznati, je zelo skromen. Dve vlogi bi rekel, da sem imel. Ena je, da sem se pogovarjal z Maticem Pavličem, ki je moj bivši študent, da sva poskusila doreči rešitve oziroma se pogovorila o težavah, ki nastajajo, ko se lotevaš tako velikega projekta. Druga vloga pa je bila, da sem dejansko recenziral vsebino, vidno v tematskih sklopih. Njegov nekdanji študent, jezikoslovec Matic Pavlič, danes prav tako doktor znanosti, je torej avtor projekta Priročne videoslovnice slovenskega znakovnega jezika. Vsak jezik ima več različnih ravni. Ena raven je nepomenski del. Pri glasovnem jeziku so to zvoki. Pri kretalnem slovenskem znakovnem jeziku so to gibi, premiki, deli telesa in sami po sebi nimajo pomena. Temu rečemo fonologija, to je prvi tak sklop. Drugi sklop je, kako se ti nepomenski deli povezujejo v kretnjo. Kretnja ima 5 različnih elementov in kako so tukaj skupaj sestavljeni. Temu rečemo morfologija in to je spet en velik sklop. Potem pa je še skladnja, ki govori o tem, kako kretnje skupaj sestavljamo v večje enote, v zveze, v stavke. In kako se je projekt pravzaprav začel? Študiral sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani in takrat je moj profesor dr. Sašo Živanovič imel za nas terenske vaje.
Učil nas je, kako raziskovati jezik, ki ga ne poznamo. In namesto, da bi nas peljal v amazonsko nižavje, nekam daleč, je ugotovil, da je v resnici lažje, če nekoga pripelje k nam. In je tako eno leto pripeljal tolmačko Tamaro Grm, s katero smo na osnovi spraševanja odkrivali zakonitosti slovenskega znakovnega jezika. Nismo prav daleč prišli, ker je bilo seveda pretežko, ampak to je bil moj prvi raziskovalni stik. Potem sem pa vpisal doktorat v Benetkah in je bila slučajno tam ena priznana mlada profesorica italijanskega znakovnega jezika in je postala moja mentorica, ki me je zelo lepo, zelo strokovno vodila pri raziskovanju slovenskega znakovnega jezika. Pri nastajanju priročne videoslovnice slovenskega znakovnega jezika so sodelovali mnogi sodelavci različnih generacij. V nadaljevanju predstavljamo mnenja nekaterih. Ena zanimivost bi rada delila z vami, kako slišeči dojemajo znakovni jezik. Nekateri mislijo, da je to samo neko mahanje z rokami. V bistvu pa ne. Znakovni jezik je zelo mnogo več kot samo mahanje z rokami. Gluhi recimo znajo z nekaterimi kretnjami povedati lahko celo en sestavek, eno celo stran z nekimi osnovnimi kretnjami, ki vključujejo vse te elemente znakovnega jezika. Slišeči lahko govorijo stavke in stavke, gluhi pa bi znali to povedati na zelo drugačen, krajši način v kretnjah. In tudi celo bolj razumljivo, bolj jasno. To je zame zelo pozitivno. Mislim, da so 4 razlogi. Gluhi kretavci, vsi skupaj, da se lahko točno razumejo med seboj in se sporazumevajo. Potem glede izobraževanja v šoli, da na pravilen način se učijo znakovnega jezika in potem lažje tudi dosegajo uspehe tako v osnovni šoli, srednji šoli, na področju tudi fakultet, študija. Tudi pri poslovanju v poslovnem svetu, če je točna komunikacija, potem je tudi uspešno poslovanje, tudi tukaj je pomembno. In pa še 4., glede tolmačev, tolmači, da lahko nemoteno in odlično tolmačijo. In slovenski znakovni jezik, zakaj sploh rabi slovnico? Zakaj? Slovenski znakovni jezik, potem na drugi strani pa slovenski jezik. Slovenski jezik ima slovnična pravila, ima sklanjatve, ima pač ločila, predloge in vse tako naprej. Zdaj pa sprašujem, kaj se bo zgodilo, če teh pravil ne bi bilo? Kaj bi se zgodilo? Vse bi bilo verjetno, ne bi bilo bi prišlo do zmede, no. In zdaj smo v dobi informacijske tehnologije in veliko informacije, veliko podatkov, komunikacije, zato jaz mislim, da je prav, da tudi raziščemo slovenski znakovni jezik, da se uredi slovnica, da se lažje tudi ujame znakovni jezik in slovenski jezik. Mislim, da zaradi. To je res zelo prelomen dogodek. Zakaj? Zato, ker mi gluhi uporabljamo znakovni jezik pač naravno, nezavestno, podzavestno. Nimamo nekako navodil, kako kretamo, kako je slovnični red. Zdaj pa, ko je ta priročna videoslovnica, pa ozavestimo, vidimo, kako je res, kako uporabljamo te stavke, kako tvorimo, kako uporabljamo mimiko. In na tak način bolj spoznaš svoj jezik, slovenski znakovni jezik, in si v bistvu ponosen na to, da imamo res ta svoj jezik. Govorili smo tudi z udeleženci enega od usposabljanj za rabo omenjene slovnice. Večinoma so to bili tolmači in učitelji.
drugačno vključen. Kot oseba, kot prijatelj sem se želel vključiti, da bi pač bil pri vzpostavljanju in tudi bi predstavljal tudi. Prednost tega sodelovanja je predvsem na tem, da je vodja tega projekta zelo razumevajoč oziroma zelo razume koncept jezika in je dal veliko poudarka tem gluhim osebam, ki uporabljajo znakovni jezik, ki so v bistvu native speakerji. To je bila prva stvar, ki mi je bila zelo všeč, in tudi celotno slovnico, v bistvu celotno raziskovanje tega je bil glavni poudarek pri njih in oni so imeli vedno prav. Definitivno je to prelomen projekt, zato ker predtem neke, bom rekel, konkretne slovnice nismo imeli. Se pravi, imeli smo neke okvirje postavljene, sedaj pa imamo pravcato dejansko slovnico. Tako da to nam bo precej pomagalo pri našem vsakdanjem delu, pri poučevanju tečajnikov znakovnega jezika in upam, da bo to spodbudilo tudi več ljudi, da se bojo odločili za tečaj znakovnega jezika. Jaz mislim, da gluhi so zdaj prvič v situaciji, ko se mogoče malo bolj zavedajo svojega jezika, pravil svojega jezika, ki jih v praksi uporabljajo in znajo in obvladajo, o tem ni nobenega dvoma, ker najprej je praksa, potem je slovnica, ne? Nikoli ni obratno pri vseh jezikih. Ampak prvič se zavestno ustavijo, kako jaz to pokažem, kako jaz to zanikam. Ne? In recimo, če sem zdaj zgoraj na skupini bila v delovni skupinici, ko so bili sami gluhi, pa jaz edina slišeča, ne? Vidim, da razmišljajo o lastnem jeziku na drug način kot prej, drugače. Jaz kot bodoči tolmač se bom po moje dosti opirala na to, kar bom tu spoznala na tem izobraževanju, se pravi od pomena mimike v jeziku, da to lahko pomeni že znano informacijo, pa v nadaljevanju, ko jo spet ponovimo. Od mimike pri vprašanju, se pravi dvignjene obrvi, spuščene obrvi, pri premikanju glagolov. To se mi zdi, da do zdaj je kar manjkalo. Je bil znakovni jezik bolj razumljen kot skupek kreten, zdaj se bomo pa dejansko lahko po njem ravnali, po enih navodilih, kako tudi te kretnje pravilno skupaj sestaviti. Danes se pogovarjamo o zanikanju, ali se ta zanikanje veže samo na besedo, ali v bistvu zanikaš cel stavek. In potem smo v bistvu preizkušali, kako bi povedali en stavek. A bi rekli, naprimer, mačka ni nevarna, pa bi bila ta mimika oziroma zmajevanje z glavo samo na ni, ali bi cel stavek, mačka ni nevarna. In potem v bistvu poskušamo ugotoviti, kaj je zdaj res. In zdaj mislim, da bojo ugotovili, da je na celem stavku. Tako, take primere potem delamo. Dr. Matic Pavlič sicer pravi, da ga odzivi na slovnico skrbijo, saj je vsako gradivo o jeziku po svoje v nevarnosti, da ga skupnost na to razume kot normo, predpis, ne pa kot opis. Ampak poudarja, da gre za opis. In če kdo slovenski znakovni jezik uporablja kako drugače, je povabljen, da to opiše, se avtorju oglasi in da skupaj nadaljujejo z opisovanjem. Dodaja, projekt slovnice ni ne projekt ene ekipe, ne enega človeka, ne enega življenja, ampak je to zelo, zelo dolgoročen projekt. V tem smislu je to šele prvi korakec, tak droben. Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika bo ob izidu objavljena v knjižni obliki in gibljivih slikah v obliki QR kode. Pa na medmrežju, v slovarju slovenskega znakovnega jezika, na spletni TV in morda še katerem spletnem portalu. Skratka, želimo si, da bi to prišlo med ljudi
Imamo to možnost in na nobenem od teh gradiv ne bo pisalo prepovedano distribuiranje, prepovedano kopiranje, ampak bo pisalo zaželeno kopiranje, zaželeno distribuiranje, zaželeno prikazovanje. Ker je to namen tega projekta, je sklenil pripoved naš sogovornik.